Živijo. Danes govorimo o eni najbolj vroči temi na svetu. To sta Johnny Depp in Amber Heard. Ja, prav sem rekla, Amber Heard. Ok, jaz moram prvo povedati, da sem full passionate glede tega, zaradi tega, ker spremljam, odkar se je začelo. Začelo se je, ko sem jaz bila na Kubi in takrat sem lovila dobesedno zadnje grame Wi-Fi-ja, zato da sem lahko videla, kaj se dogaja z Johnnyjem, ker sem full invested v njegovo življenje, že odkar sem bila full majhna. Jaz full obožujem Pirate iz Karibov in obožujem vse njegove filme. Charlie and the Chocolate Factory. Mumbler! Sweeney Todd je bil moj The Thing. In slišati vse, kar se dogaja zdaj, je grozljivo, teda kar začnimo z današnjo zgodbo. Kaj? Še vedno imaš toliko visok račun za telefon? A ne veš, da lahko zdaj na A1 poveš kodo Jungle Vibe 22 in pa skledaš paket za pol cene za celo leto? Ja, pa imaš naročnino samo 7,99 € in s tem lahko prehraniš 95 € na leto. Ja, to je veliko, ja. Pa še to, pa lahko vzameš še celo slušalke Marshall Major 4 za 75 €. Ja, vem, full hud deal. Ti si zrihti to čim prej, okej? Ni za kaj. Čau! Njuna zgodba se začne leta 2009, ko sta se spoznala na snemanju filma The Rum Diary. Se pravi, v filmu sta imela razmerje off-screen, ga pa nista imela, ker sta se v bistvu združila šele kasneje. Takrat je bila Amber z svojo takratno ženo Tasio Van Ree, ki je bila fotografinja, in Johnny je bil z svojo ženo Vanessa Paradis, katero ima tudi 2 otroka, Lily Rose Depp in pa Jack Depp. Johnny in Amber sta svoje partnerke zapustila leta 2012 in sta se ful kmalu ona dva med sabo ujela. Leta 2014 sta se zaročila, 2015 pa sta se že poročila, prvo v krogu najbližjih ljudi, kasneje pa še tudi majčkeno bolj ekstravagantno na njegovem privat otoku na Bahamih. Ampak že leta 2016 je Amber vložila prošnjo za ločitev in pretresla nas je novica, da naj bi jo Johnny Depp tepel. Takrat je objavila prve fotke, kjer je bila na fotkah z modricami na obrazu. Johnny naj bi vanjo vrgel iPhone. O tem zdaj razglabljajo gor in dol, kaj je res in kaj ni res. Naj bi jo tepel, ko je bil pod vplivom drog ali pa pod vplivom alkohola. In na koncu je zaradi ločitve Amber dobila $7 milijonov, za katere je obljubila, da jih bo dala dobrodelnim organizacijam. In iz tega je naredila celo javno, da ona je ves ta denar dala, ampak šele zdaj, 6 let kasneje, smo ugotovili, da nič od tega ni res, da majčken denarja je dala, ampak da je večino obdržala za sebe. Johnny pa je medtem zaradi teh njenih izjav izgubil vlogo v Fantastic Beasts, v Pirati iz Karibov in od takrat naprej ni bil nikjer več casten. Nobenega dela več ni dobil. Medtem ko Amber še vedno igra v Aquamanu in kmalu pride baje nov del Aquamana, se pravi Aquaman 2, in vas že zdaj prosim, da ga ne greste gledati. Jaz ga definitivno ne bom. Letos aprila se je spet začelo sojenje, ker je Amber medtem še naprej slabo govorila o Johnnyju v različnih člankih in javno, v glavnem. In mu je v bistvu s tem uničila ves ugled, uničila mu je vso prihodnje delo in mu uničila ime. Zaenkrat smo gledali Johnnyja, ko je povedal svojo plat, pogledali smo njegove priče, slišali smo tudi Amber, ki je govorila, in njene priče. Slišali smo že marsikaj, ampak dajmo govoriti o najpomembnejšem. Vsi vemo, da gre Amber vedno slabš, odkar je ona dejansko spregovorila. Bodimo iskreni, nekaj dobra igralka glih ni. Ne da lahko jaz to koga sodim, ampak tole res ni pravi jok, okej? Za resnico se mi zdi, da res si ne rabiš toliko izmišljevati, ne rabiš toliko pretiravati, ampak enostavno poveš, kot je to delal tudi prej Johnny. Pri njej pa vse izpade majčken fake in majčken unbelievable. Res iskreno, zelo slabo se pretvarja do joka, okej? My dog stepped on a bee. In ja, njeni slabi odvetniki. Med tem časom je Amber že odpustila svoj PR tim, je že zamenjala pol ekipe zaradi tega, ker vidi, da ji ne gre dobro. Ker je načeloma, če ji že tam kdo verjame, ji javnost ne in gre vedno bolj navzdol. Čisto vsi dokazi, ko jih je do zdaj predstavila, so bili proti njej. Nobeden ni bil dejansko direktno proti Johnnyju. Recimo, incident z ličili. Izjavila je, da je leta 2016 uporabila make-up linije Milani, zato da je prikrila svoje modrice.
In ker je ona omenila, da je to uporabljala leta 2016, se je oglasila ista znamka Milani in povedala, da v bistvu ta izdelek, ta concealer, ko ga je ona uporabljala, leta 2016 še sploh ni bil releasan, ker so ga releasali leta 2017 in da je nemogoče, da je ona to uporabljala. Ona je hotela v svoj zagovor res dati nek hud detajl noter, ko se ga je spomnila, ampak v bistvu ni naredila dost researcha o tem, se pravi, ni res. In čisto iskreno, na sodišču lagati je ilegalno. Ni dovoljeno, ko si pod oath, ne smeš lagati. In je že s tem naredila grozno napako. Tudi če pogledamo od Amber zgodovino, ima zgodovino tega, da je bila abusive. Tudi do svoje bivše žene Tasje je bila abusive, baje ste se neki steple in na koncu je tudi Amber pristala v zaporu. Ampak se je takrat zrihtala, da se ji vse to pobrisalo in ko se je začel trial z Johnnyjem, vsega tega ni bilo v zadju. Je pa vseeno dejstvo. Medtem ko pa vse Johnnyjeve partnerke so potrdile, da nikoli ni bil abusive, da je bil vedno ful prijazen in tudi če gledamo njegove intervjuje, jaz si ne predstavljam, da bi lahko on kadarkoli, on po moje še mravljo ne more pohoditi. Amber, načeloma tudi njegovi otroci niso nikoli marali. Amber ima zgodovino že s Tasjo, ampak so govorice, da naj bi enako delala svojemu bivšemu partnerju Elonu Musku, ki ga vsi poznamo zaradi Tesle, ampak po teh slikah deluje, kot da je ona enako delala tudi z njim. Ampak Elon Musk je rekel, da ne bo pričal proti njej, najbrž zato, ker noče, da trpi njegov ego, ker to, da ga je ženska tepla, pač ni glih a good look. Zdaj pa prijemo do največjega dokaza, to je bila pa psihiatrinja Dr. Curry, ki je pričala v bistvu že kar nekaj časa nazaj, ampak je potrdila, da ima Amber BPD. Rada bi rekla, da definitivno to ne pomeni, da so vsi ljudje z BPD enaki, da to naj ne bo neka slaba luč za vse, ki imajo BPD, ker to je pač nekaj večjega od njih. Ampak to pomeni, da je impulzivna, da ne zna nadzirati čustev, da je lahko tudi agresivna in da ima pogosto nestabilna razmerja. Še ena stvar, ko so jo omenili, ko je mene zelo prepričala, je recimo ta, da preden je ta psihiatrinja vse to povedala, je bila Amber vedno ful zrihtana, je imela res perfektno pričesko, če vidimo, tule ima res lep make-up narejen, res je porihtana. Odkar je ta psihiatrinja povedala, da to delajo ljudje, ki jim je mar samo za videz in ki pač nimajo nobene globine za sabo in jim je v bistvu važno samo to, kako izgledajo, od takrat naprej Amber zgleda čist drugače. In ne uporablja več toliko make-upa, pride skuštrana in je res čist drugačna in zelo kopira ljudi okrog sebe. Čez celotno sojenje smo videli, da je večkrat kopirala Johnnyjeve outfite in pa tudi opazili smo, da je kopirala tudi to psihiatrinjo Dr. Curry. Kar se tiče tega, da je tudi Johnny bil kdaj pa kdaj abusive do nje, se pravi, da je kaj grdega rekel in vsi tisti posnetki, ko so jih devali ven, kjer on njo zafrkava. You fucking have consequences for your actions. That's it. Shut up, fat ass. How do you think she got Aquaman, sir? Se mi zdi, da je reakcija na to, koliko je ona abuzala njega. To je bolj pri Johnnyju, da je ona bila toliko abusive, da je ona pripravila njega, da je postal abusive nazaj, ker se je branil. Ker se mi zdi, da vsakmu bi se to zgodilo, ko pride v abusive relationship. To so zaenkrat vse informacije, ko jih imam, itak jih je še ogromno. Res vsak dan je trial, vsak dan ga gledam. Če vas zanima, si lahko greste gledati tudi vi. Če pa vam bo tale video dosti všeč, če boste dali dosti lajkov, bom pa mogoče naredila tudi drugi del, sploh zaradi tega, ker me že zelo zanima, kdo bo to sojenje zmagal. Dol spodaj mi definitivno napiš, kaj so tvoja predvidevanja. Temu videu pa dej like, dol spodaj se naroči na naš kanal in komentiraj tale emoji, če si prilezel do konca. Hvala, da ste si pogledali tale video, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!